Lepo pozdravljeni. Bili ste tudi na kongresu tole dopoldne, ostali boste verjetno vse do poznega popoldneva oziroma do večera. Imate že kakšne prve ocene dogajanja? Če govorimo o kongresu kot takšnem, tukaj v bistvu bi rekel, da se ni zgodilo nič kaj nepričakovanega. Pač za pričakovati je, da bo dosedanji predsednik SDS Janez Janša dobil s strani delegatov še en mandat, je nenazadnje tudi edini kandidat, pa tudi če ne bi bil v stranki, še vedno uživa izjemno visoko podporo. Tako da jaz računam, da bo nekako stranka tudi po tem kongresu nadaljevala s dosedanjo politiko. Pa se vam vendarle zdi, da kakšen vpliv na slovensko javnost bo imel? Vsekakor ga bo imel. Praktično vsak javni nastop Janeza Janše ima vpliv na dogajanje v javnosti, sproža različne, pogosto burne, tudi odklonilne reakcije, vendar pa v bistvu javnost, mediji nikoli ne morejo mimo tega, nikoli ga ne morejo obiti. Vemo, da so njegove izjave, bodisi na kakšnem od kongresov, bodisi na kakšnem od recimo javnih shodov, kot je bil recimo shod Zbora za republiko na Kongresnem trgu, njegov govor, predvsem njegova teza o tako imenovanem levem fašizmu, ki nekako se poraja v delu vstajniškega gibanja, je bila deležna zelo burnih reakcij, zelo tudi odklonilnih, pa tudi zelo potvorjenih, bi lahko reklo. Da to vemo, kako so nekateri mediji popačili to izjavo, ko so jo prikazali, češ da Janša v bistvu vse, ki nasprotujejo njegovi vladi, razglaša za leve fašiste, kar nikakor ni bilo res. On je za leve fašiste razglasil tiste, ki uporabljajo metode, ki so bile dejansko značilne za skrajna gibanja, tako leve kot desne provenience, recimo v 30 letih prejšnjega stoletja. In dejansko prakse, ki smo jim bili priča, denimo v Mariboru, ko so nekateri tako imenovani vstajniki hodili na domove mariborskih mestnih svetnikov in ustrahovali tam njih in njihove družine, to nedvomno so neke nedemokratične, lahko rečemo celo totalitarne prakse. In to za takšne prakse je bila oznaka levi fašizem v bistvu zelo primerna. Pa imate občutek, da bi morda kakšna od današnjih izjav lahko tudi takole odmevala v medijih? V današnjem govoru Janeza Janše nisem zasledil kaj zelo kontroverznega. Skratka, je šlo za v bistvu predstavitev stališč, ki konec koncev so znana, ki jih tako Janša kot SDS že kar nekaj časa zagovarjata. Šlo je za dejansko potrditev tiste politike, ki jo je tudi ta druga Janševa vlada nekako vodila in jo poskušala nekako udejaniti, spraviti v prakso. Do neke mere je to uspelo, v veliki meri pa tudi ne, ker je konec koncev, vemo, koalicija razpadla v bistvu že eno leto po svojem nastavku, in razpadla je pa ravno v tej točki, na kateri bi se dejansko lahko zgodil nek sistemski prelom, ko bi monopoli, ki vladajo tej deželi ne samo zadnji 20 leti, ne samo od osamosvojitve, ampak v še bistveno bolj intenzivni obliki tudi prej, bi lahko postali ogroženi, bi lahko prišlo do njihove demontaže in to določeni krogi seveda se s tem niso hoteli sprijazniti. Je pa vprašanje, če bodo te monopoli kljub temu preživeli. Vemo, da pač situacija je problematična. Slovenija se je znašla pod precej natančnim drobnogledom mednarodnih krogov, Evropske komisije, Mednarodnega denarnega sklada in tukaj dejansko neko tako ravnanje po domače, kot je bilo recimo praksa v vseh teh desetletjih, ko so se finančna sredstva razdeljevala po raznih prijateljskih linijah na neki izrazito netransparenten način, ko so ta neka vplivna zakulisna omrežja, neformalni centri moči nekako lahko mirno razpolagali z državo kot celoto. V sedanji situaciji je to precej težje. Dobro, hvala lepa. Uspešno delo še naprej. Hvala.